Evo, dame in gospodje, verjetno ste jo prepoznali. To je punca, ki sliši na ime Darja Gajšek. Zdaj, zakaj sem jaz pustil ta njen harmonikaški nastop? Prvič zato, ker mi je na tem posnetku ona izjemno všeč. Ja, Darja Gajšek, kot veste, voditeljica oddaje Slovenski pozdrav z Blažom Švabom. In tam notri je ona mičkeno bolj, veš, uradna, pa zadržana, pa verjetno ima scenarij, katerega se mora držati. Tu na tem posnetku je pa ono frfotava in cela navdušena in sproščena in taka mi je všeč, ne? Drugi razlog, zakaj sem jaz to zavrtel, dame in gospodje, pa zato, ker se nam bo Darja Gajšek, ta prekrasna, prečudovita in zelo seksi voditeljica in pevka, ki jo jaz imam zelo rad, čeprav ona tega sploh ne ve, javila zdajle v živo po Skypu. Dame in gospodje, Darja Gajšek, a se vidiva in slišiva. Isto. Tudi jaz imam rada tebe. No, tudi jaz nisem tega vedel, ne. Darja, daj mi povej, sem imel prav, recimo, ko sem gledal ta tvoj posnetek, da si tu, nisem zdaj redni gledalec te tvoje oddaje, ker mi narodno zabavna glasba ni ravno blizu, ampak kadarkoli predstavim, si bolj tako, veš, uradna, resna, tu na tem posnetku se pa razživiš in igraš in bi po moje kar to harmoniko razbila Goranu Šarcu na glavi, če bi lahko, ne. Daj me popravi, če imam prav. V bistvu, najprej lep pozdrav iz našega knežjega mesta, iz Celja. Ja, si na nek način imaš pa res prav. Televizija, veš, vse veš, Slovenski pozdrav je oddaja, kjer vseeno smo v nekih smernicah, vodiš se, vseeno tudi malce zabavaš, ampak vendarle slediš tudi enemu scenosledu. Res pa je, da v privat življenju pa je Darja Gajšek takšna razigrana, vesela, zelo, zelo rada raztegnem frajtonarico in pa zelo, zelo rada seveda uživam s svojimi prijatelji. Bog ne daj, da bi harmoniko na kakršenkoli način približala Goranu Šarcu. Goran je namreč maestro na klavirju, odlično sklada in sestavlja skladbe in naj tako tudi ostane. A veš, tukaj na kitari pa je z mano bil moj 20-letni prijatelj, moram temu tako reči, Renato, ki je z mano igral v ansamblih, preden sem zakorakala na samostojno pot. In fino, veš, moram priznati, da sem kar malo pričakovala, veš, da boš ti kaj takšnega. Zdaj si pa kar pričakovala, ne? Ja, veš, zato ker od tebe človek mora pričakovati nepričakovano. To pa drži, ne? Darja, daj mi povej, recimo, ti si pevka in voditeljica, ne? To je zadnje čase v Sloveniji, bom rekel, kar veliko ljudi to počne, ampak takole, če te pogledam, v čem bolj uživaš, pa ne mi zdaj reči, da je v obojem, dobro, lahko mi tudi to rečeš, ampak kaj je tisto tvoje, kjer si res ti in kjer si ono res sproščena in kaj bi lahko zbrala, če bi lahko, pa bi mogla dati recimo neki drugega stran? Pa sej si že sam odgovoril uvodoma, ko si me napovedal, veš, glasba se mi pretaka kot en kromosom v mojem DNK-ju. In glasba, harmonika, petje, oder in ljudje, ki uživajo v moji glasbi, to je tisto, kar meni da energijo, kar mi da vitalnost, kar mi da moč in res izjemno uživam. Tudi kadar je treba stopiti na kakšno mizo in zapeti, zajodlati, zajuckati in še kaj. Res pa je, da televizija pa vseeno ima tudi en izjemen čar, ne, se to pa tudi sam veš, ki te zasvoji in tudi na nek način si preko televizije v stiku z še večjimi ljudmi kot momentalno na enem odru
in zato je televizija tudi tista, ki je ne bi dala stran in ne bi dala stran svoje glasbe. Marsičemu bi se prej odpovedala, recimo bi se prej odpovedala kakšnemu štrudlu ali pa, veš, kakšni sladici, kot pa temu, da bi nehala delati, pa kar res ljubim. Darja, dajva midva zavrteti en tvoj videospot z naslovom Vredno je bilo. Mislim, da je tole tvoja zadnja pesmica, ki si jo posnela. Stavek 2, potem pa gremo takoj na spot. Daj mi povej, kaj bomo mi videli zdaj? V bistvu bomo videli skladbo, ki smo jo posneli v tandemu. Goran Šarac je poskrbel za melodijo, Igor Pirković za besedilo in pesem smo posneli že pred tem korona časom, ki smo mu bili deležni od marca pa vse do pred nekaj tednov. V tem času, ko smo bili doma, smo se z glasbeniki tako vsak doma posneli in ustvarili en nušten video posnetek, predvsem z namenom, da pesem pošljemo, a veš, med poslušalce, z željo, da jih bodrimo in vedrimo s pozitivnim sporočilom. Vredno je bilo, je pesem, ki nosi dober in prijeten naboj, pozitivno sporočilo, predvsem pa, a veš, en tist moto, ko si človek reče, ja, sej ni lahko. Je težko, so tudi težki trenutki v življenju. Ampak je bilo pa vredno. Takrat je treba zdržati, da bomo na koncu lahko rekli, vredno je bilo. Upam, da mi jaz lahko na koncu najnega intervjuja tudi rekel, bilo je težko in naporno, ampak je bilo pa vredno, ne? Torej, dame in gospodje, Darja Gajšek in Vredno je bilo. Lepa si, lepa, o Darja, tvoje oči so kakor morje. Lepa, o lepa si, Darja, najlepša na širnem svetu. Nobena druga ni lepa, le ti si lepa zares. Ko pridem k tebi domov, pa mi tvoj fant razbije nos. Darja, midva sva nazaj in jaz se bom lepo... Ko jaz govorim, se te ne sliši, ker si na Skype, tako da karkoli si rekla, se te ni slišalo. Kaj si hotela reči, evo, da slišim? A veš, kaj sem hotela reči? Zdaj si toliko krat rekel, da sem lepa. Sem sicer po moje res med mlajšimi na sceni, ampak veliko je lepih, lepa. Zdaj, glede na to, koliko krat si rekel, da sem lepa, mislim, tako deluješ malo, kot da si želiš, da rečem, pa sej ti si tudi čeden, no. A veš? Mislim, ja, seveda sem, se vem, da sem, ampak lepa si, kaj ne rečem, Darja, lepa si. Veš, kaj sem se spomnil zdaj? Predno greva naprej, čist za hec. Jaz vem, da Goran Šarac tole gleda, jaz se nisem z njim nič zmenil, ga bom pa zdajle izzval. Če slučajno upa, glede na to, da smo v živo, na 01 236 286 0 poklicat in naj jo pozdraviti. Evo, Goran tega ne ve, ti tega ne veš, po moje itak ne bo upal, lahko je v gatah, Goran, lahko si v gatah, glede na to, da se te ne bo videlo, se te bo samo slišalo. Torej, 01 236 286 0, številko imaš napisano, če želiš, lahko pokličeš in naj jo pozdraviš. Tebe pa, Darja, vprašam, kaj imaš tu spodaj, imaš neki pod sabo, imaš neki, kar ješ, si rekel, da imaš neko stvar za mene, da mi boš neki dala, kaj imaš tu spodaj? Mi ko smo se pogovarjali o tem, da se slišijo, veter, ne, drage gledalke in gledalci, meni isto rekel, veš kaj, zelo dolg pogovor bova imela, jaz ko grem ponavadi v kino, pa tako si kakšne kokice zrihtam, ne? Ton sem si pa tudi zrihtala, nekaj za pojezd, če bo predolgo trajalo, da ne bom lačila. Dej mi češnjo! Češnjo, Dej mi češnjo! Darja, mislim, da imamo nekoga na zvezi, da vidimo, ali je Goran ali kdo drug. Dober dan, kdo je z nami? Mater si me na glas napovedal. Evo, vidiš, da upam. Gledam in pravim, če si me zval, se moram javiti, ne? Zakaj je tako slabo? Goran, si ti, ful te slabo slišim. Ja, jaz sem, a me slišiš, halo? Zelo slabo te slišim, ampak upam, da te gledalci slišijo. Kako si, Goran? Nikoli ni bilo lepše, krasna oddaja, predvsem zaradi desne polovice ekrana. Mislim, ja, razumeš, ne? Izval si me in javil sem se, pozdravljam vaju in Darjo si spraševal, ne, če se jih zdi, da je lepa. Evo, jaz kot neutralni gledalec lahko rečem, da je ona najlepša voditeljica slovenske televizije.
Evo, Dva dva glasa si dobila, Darja. Goran, Ja. hvala ti Ja. lepa za tale kratek oklop. Upam, da se kdaj javiš še za kak daljši pogovor z mano, bom zelo vesel. Ostani v gatah še naprej in čau, čau, čau. Bež dol z linije zdaj. Odlož, Goran. Ja, adio. Čau. Darja. Hvala, Goran, evo, zdaj sem spet brez besed. Goran je, veš, Se prav. izjemno cenim in spoštujem kot velikega glasbenega ustvarjalca, kot velikega glasbenika in kot tudi krasnega človeka. Izjemno veliko ima srce, izjemno veliko modrosti premorem in izjemno dober učitelj, ja, veš, kar pa mi je še toliko bolj drago, sprejemati vse te modre misli ljudi, ki so težke stvari tudi preživeli na svoji koži in nas na tak način svoje varovance želijo obvarovati pred kakšnimi težkimi stvarmi, a ne. Tako da res hvala, Goran. Darja, režija mi sporoča, da imamo samo še minuto do konca oddaja. Je to mogoče? Ja, zmanjkalo nam je časa, Darja. Tako da, glej, za video spot lušno bo, ga bom zavrtela v kakšni drugi priliki. Nisem te vprašal nobenih porednih stvari o možu, o Blažu Švabu, nič. Lej, zmanjkalo nam je časa za vse, tako da imaš srečo. Verjetno si zadovoljna, da je tako in naj ostane tako. Lahko klepetava, v čemer želiš? Ja, če je konc oddaje, kako bomo klepetala, če je konc oddaje? Pa naslednjič, jutri ali pa čez nekaj dni. Le, naslednjič ni problema. Darja, jaz ti zahvaljujem za tale lušen pogovor. Glej se v ponovitvi, jutri mislim, da smo 11:15 na sporedu, boš videla, kako smo bila super. In kaj ti naj rečem, ostani lepa in ne samo lepa, tudi super pevka si, fajn voditeljica in kar je zelo pomembno, srce imaš na pravem mestu in zato si ti meni tako všeč. Jaz poznam lepih punc milijon in ti to dobro veš, ampak ti imaš srce na pravem mestu, zato si mi faca in zato te imam rad. Zdaj pa bej stran z ekrana, ker te ljudje po moje samo tebe gledajo in nobenega drugega, da se noč zjokala zdaj tu na koncu, mi noč ganjena preveč, tako da lej. Darja, moja draga, hvala ti še enkrat.